I'm not as strong as you. No. You're stronger. Tell me, brother, what were you the god of again? Moram priznati, za tokratni uvodni video sem imel kar malce težav, kaj bi sploh naredil. In potem opazim tale meme in seveda povezavo s Thorom in tako sem se odločil, da naredim video izvedbo tega. Ne smem pozabiti, na koncu tega videa bom imel tudi eno veliko prošnjo za vas. In ker vem, da ste face in ker vaše mnenje šteje, tudi vem, da se boste udeležili tega v velikem številu. Naj vam malček namignem, gre se o obdavčitvi kriptovalut, tako da ne spustiti konca. Lep pozdrav, z vami sem Explicit in končno video s tehnično analizo za WeChain. Še predtem pa si moramo malce ogledati še drugo dogajanje na kriptotrgu. Je kar zanimivo, moram reči. Tako da predlagam, da se kar potopimo v grafe. Pred sabo imamo Bitcoin dnevni graf, ki ima zares zanimivo gibanje cene. Dobesedno poleteli smo v nove višine, ampak zdaj je treba res začeti malček paziti. Tokrat sem spremljal tudi manjše časovne intervale in tam sem opazil, da se ne drži več pravil. Recimo, imeli smo dva naraščajoča klina, za katere vemo, da imajo večjo verjetnost za preboj navzdol, pa smo ju prebili navzgor. To kontradiktorno obnašanje ponavadi ni dober znak. Tukaj tudi vidimo, da formiramo naraščajoči klin oziroma rising wedge. Samo malček, da vam ga izrišem. In to, kot že dobro vemo, je bearish vzorec. Spodaj pri RSI pa tudi vidimo, da smo že kar prekupljeni. Trenutno smo prišli do meje tam nekje 79%, ki je kar pomembna meja še iz preteklosti. Recimo, če malček odzumiram, vidimo na primer tukaj, pa tukaj. Tako da moramo biti zdaj še ekstra pazljivi, smo pa bili tudi že više. Tukaj vidimo, da smo prišli kar do 89%. Gledamo dnevni graf tržne kapitalizacije altcoinov in končno tudi tukaj vidimo neko gibanje. Z včerajšnjo svečko smo zaključili malček nad prejšnjima vrhovoma, z današnjo pa moramo tole še potrditi. RSI še ni prekupljen in stokastik RSI kaže momentum navzgor. Ampak tukaj ponovno opozarjam, vse je odvisno od Bitcoina in če bo imel korekcijo in če bo korekcija, kakšna bo. Ima pa zelo zanimivo dogajanje naslednji graf. Dnevni graf dominance Bitcoina na kriptotrgu in točno to sem želel videti. To je naš naraščajoči klin oziroma rising wedge iz prejšnjega videa. Prebili smo ga navzdol in če to pot nadaljujemo, to pomeni slabo za Bitcoin in dobro za altcoine. Je pa še vedno vse odvisno od obnašanja Bitcoina, tega ne smemo pozabiti. Trenutno se borimo tukaj s podporo 46% in ne smemo sklepati še prehitro, bomo videli, kaj bo ob zaključku dneva. In končno WeChain tehnična analiza. Ta kovanec je očitno zelo priljubljen, saj sem dobil kar nekaj prošenj zanj. Mislim, kako tudi ne bi bil, saj je projekt za njim zelo zanimiv. Ampak to po mojem že vsi poznate. Kar si bomo pa tukaj ogledali, je pa kaj nam kažejo grafi.
Gledamo VeChain dnevni graf. Ta kovanec je očitno tudi eden izmed zamudnikov, kar je lahko dobra stvar, ker tako najprej vidite obnašanje preostanka trga in kar potem lahko pričakujete tudi tu. Tudi pri njemu lahko vidimo bikovski vzorec dvojno dno, ampak se trenutno še bori z zelo pomembno mejo, to je nekje pri 13 centih. Naslednje meje, ki nas čakajo, so 17 centov, 19 centov, 21 in nazadnje še tukaj 23. Vprašanje, ki ga po moje vsi imate, je, dokot lahko gremo gor. Nekatere napovedi sem videl, da bo prišel na $1 in čez, ampak tukaj poskušamo biti realni. Seveda, nihče ne ve, dokot lahko seže, sploh med nakupovalno mrzlico, lahko to kar eksplodira. Lahko si pa približno pomagamo z orodjem Fib Extension, oziroma Fibonacci Extension. Tukaj na tem grafu, kot vidite, je že izrisan. In s tem dobimo ven naslednji tarči. Prva je pri 33 centih, druga, naša sladka točka, pa pri 50 centih. Seveda, ponavljam, to je le približek, nihče dejansko ne ve, kaj bi se lahko zgodilo med nakupovalno mrzlico. Predvidevanje bi bilo, da pridemo do 50 centov, imamo nek popravek in potem gremo še više. Ampak ta pravi odgovor bo pokazal le čas. Tako pa smo počasi pri koncu in zdaj k prošnji za vas. Dobil sem prošnjo, da med svojimi sledilci delim anketo o obdavčitvi kriptovalut. To anketo so skupaj sestavili Bitcoin Društvo Slovenije, Blockchain Alliance Europe, Blockchain Think Tank Slovenija in kriptovalute.si. Link do ankete lahko najdete spodaj v opisu in pri 5. komentarju. Res bi bil vesel, kot tudi vsi ostali, da si vzamete čas in jo izpolnite. Ne bo vam vzelo dosti časa in ne pozabite, vaše mnenje šteje. Naj se vam še zahvalim, da ste si video ogledali v celoti, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Zelo bom vesel tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Se strinjate s to analizo, se ne strinjate? Zelo me zanimajo vaša mnenja, zato jih tudi napišite spodaj pod komentarji, da tudi malček podebatiramo. Obetajo se zelo zanimive vsebine, tudi kar se tičejo obdavčitve kriptovalut, zato je najboljše, da se vpišete na kanal in nastavite obveščanje, da ne boste kakšnega videa zamudili. Jaz vas še lepo pozdravljam, lep dan vam želim, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.